Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večer je zjutraj, dnevni informativni podcast, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je sreda, 28. januar 2026. Moje ime je Tjaša Gajšek. V nadaljevanju. Po dveh primerih, v katerih so se odrasli oziroma otroci samo oklicali za lovce na domnevne spolne prestopnike, opozarjamo. Proti spolnim predatorjem s prijavami in ne s pestmi. Kakšna je prihodnost pridelave zelenjave v Sloveniji? Stopnja samooskrbe je pri nas nizka. In kdo je Petra Seliškar, ena osrednjih režiserk dokumentarnih filmov pri nas, ki bo 8. februarja prejela nagrado Prešernovega sklada. Naročite se na podcast, da boste obveščeni o izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Z mano je novinarka Črne kronike Vesna Lovrec, ki je spremljala obe zgodbi in jih tudi razkrila. Vesna, najprej te prosim za pojasnila, kako torej sploh delujejo te sodobne izsiljevalske sheme na družbenih omrežjih, kot sta bili torej ti dve, in zakaj so torej psihološko tako učinkovite, da žrtve molčijo tudi po več tednov ali celo mesecev. Ja, modus operandi izsiljevalcev je vedno enak. Organizira se neka skupina ali odraslih ali mladoletnih, na družbenem profilu si ustvari lažni profil in išče odrasle ljudi, ki so v spolnem smislu sporni, za katere vedo, da iščejo spolni stik z mladoletnim človekom. Sproži se seveda skupina, osvaja, ponavadi tudi ona osebo doda na družbenem omrežju za prijatelja in tako se potem začne spogledovanje, osvajanje, predlaga se srečanje, odrasla oseba pristane na srečanje, pride, skupina ga potem pričaka, se izda, od njega zahteva priznanje in tako naprej. Zdaj, zakaj je to psihološko učinkovito, da žrtev več tednov molči, da več mesecev molči? Strah pred javno sramoto, pred razkritjem, kaj vse je napisala, misleč, da se pač pogovarja z mladoletno osebo za seveda en sam cilj, spolni stik. Policija je ob obeh primerih opozorila, da torej za preiskovanje kaznivih dejanj je zadolžena oziroma pristojna samo ona in tukaj pa so torej ljudje na drugi strani vzeli pravico v svoje roke, kot pišeš. Zakaj je pojav samooklicanih lovcev na domnevne spolne prestopnike nevaren in še posebej, če gre za otroke, kot je tudi v enem izmed teh primerov? Ja, zdaj v prvem primeru je nevarnost bila tako na dlani. Človek, ki je bil izsiljevan, je razmišljal tudi o samomoru. Kaj je bila njegova komunikacija s tem, z osebo, za katero je mislil, da je mladoletna, ne vemo. Tega v bistvu do teh podatkov nismo prišli. So pa namigi virov blizu preiskovalcev, da je v tem primeru bilo to spogledovanje moškega nedolžno. Ne ve se niti, ali je mislil, da gre za na drugi strani osebo, ki je mlajša od 15 let, kjer je v bistvu spolni stik odraslega človeka z mlajšo osebo od 15 let prepovedan. Pri otrocih je nevarno teh samooklicanih lovcev, zato ker nekako ne smemo si zatirati oči. Recimo, ko smo te zgodbe objavili, so v bistvu na družbenih omrežjih odrasli ljudje zelo aplavdirali tem otrokom. Tukaj bi si jaz upala celo izjaviti, da vprašanje, ali ti otroci niso bili tudi, ali jih ni tudi kakšna odrasla oseba k tej zasedi, k temu zrežiranemu scenariju spodbudila. Zakaj je to nevarno? Nasilje nikoli ni dobra stvar, ne. Torej v bistvu tudi če se tudi če gre na drugi strani za spolnega prestopnika, nasilje, sploh pa otroško nad človekom, ni okej, no.
V komentarju, ki je pospremil ta dva primera in za katerega si rekla, da si ga napisala prav iz žolča, si zapisala tudi, da če bi torej brali ti dve zgodbi kot film, da bi se zdeli pretirani, ne? Kaj se torej zgodi, ko to kaznovanje prevzame množica, ko prevzamejo otroci, kot v enem izmed primerov, oziroma kriminalne skupine namesto institucij, torej policiji? Ja, zdaj v bistvu skupine to načrtujejo, ne. Dolgo osvajajo, ko osvojijo, se dobijo in potem se začne, pride pač gnev iz ljudi, predstavljam si, no, da najprej brcne eden, potem drugi, vzamejo se sredstva, oropajo, konkretno v primeru odraslih, oropali so človeka, tukaj v primeru otrok pa težko si predstavljam, kaj je v mladih glavah, da vzame v roke paralizator in muči več kot 1 uro človeka, pa če tudi gre za pedofila. Vesna, kaj bi torej morali kot družba narediti drugače, tako pri prijavljanju takih primerov, pri podpori žrtvam, pa pri digitalni pismenosti in seveda vzgoji otrok, da se torej takšni primeri, o katerih smo poročali, ne bi več ponavljali? Ja, otroci so praviloma pri uporabi družbenih omrežij spretnejši od svojih staršev, to je dejstvo, zato je njihovo spletno dejavnost pogosto težko nadzorovati. Ključno pa je zaupanje v odnosu med starši in otroki. Otroci so, vemo vsi, zelo dobro informirani tudi o tem, kdo v njihovem okolju predstavlja nevarnost, na primer, kdo so odrasle osebe, ki iščejo spolni stik z mladoletniki. Kadar med starši in otroci obstaja zaupanje, lahko otrok takšno informacijo brez strahu deli s staršem in tem je bistvo. Starš je namreč tisti, ki lahko otrokova opozorila o morebitnem spolnem predatorju posreduje policiji. Policija pa je, kot sva že rekli, edina institucija, ki ima pooblastilo in sredstva za temeljito preiskavo. Zato je sporočilo tako mladim kot odraslim samo eno. Torej, spolnih predatorjev ne vabite v pasti, prijavite jih. Njihovo neprimerno, njihovo kaznivo komunikacijo, kadar zanjo obstajajo dokazi. Namreč nasilje, tudi kadar je usmerjeno proti spolnemu prestopniku, ni rešitev. Nasilje torej ni rešitev, to je torej sporočilo oziroma nek nauk iz teh dveh zgodb, ki smo jih brali. Hvala, Vesna, za tvoja pojasnila. Naš novinar Timotej Milano se sprašuje, kakšna je prihodnost pridelave zelenjave v Sloveniji. Ko pridelki domačih pridelovalcev v sezoni pridejo na trg, je ta že poplavljen s poceni uvoženo zelenjavo, ki zbija ceno domači. Kot smo večer poročali v začetku tedna, bi lahko rešitev za domače pridelovalce predstavljal zamik proizvodnje, za kar pa so poleg ustrezne strategije države za razvoj panoge potrebne tudi obsežne investicije v rastlinjake, v katerih je pridelava tudi zaradi posledic podnebnih sprememb vedno bolj smiselna. Tokrat nadaljujemo s podrobnejšim pogledom v panogo. Kolikšen delež celotne kmetijske proizvodnje v Sloveniji danes sploh predstavlja pridelava zelenjave? In na koliko kmetijskih gospodarstvih se danes sploh še ukvarjajo s to dejavnostjo? In kaj to pomeni v primerjavi glede na prejšnja leta? Katere zelenjave v Sloveniji pridelamo največ in na kakšnih površinah? No, stopnja samooskrbe zelenjavo v Sloveniji je nizka, zato veliko pridelkov tudi uvozimo, nekatere tudi iz oddaljenega Egipta. Katero zelenjavo uvozimo največ in iz katerih držav? Vse to v prispevku vabljeni k branju. Na kulturnih straneh časopisa že ves mesec, pa vse tja do 8. februarja, praznika slovenske kulture, objavljamo intervjuje oziroma portrete letošnjih prejemnikov Prešernovih nagrad. Tokrat izpostavljamo Petro Seliškar, letošnjo dobitnico nagrade Prešernovega sklada, ki že 2 desetletji velja za eno osrednjih režiserk dokumentarnih filmov pri nas. A je prav s svojimi zadnjimi filmi dosegla zenit, ki je tudi prinesel ugledno nagrado, piše naš filmski kritik Matic Majcen. Njen pristop k snemanju dokumentarcev je izrazito manj komercialen. Avtorica namreč poskuša vsakim filmom ponuditi globlje razmisleke o človeških usodah in o svetu.
Leta 1978 rojena ustvarjalka je svoje največje uspehe dosegla z zadnjima celovečercema. Telo iz leta 2023 in Gora se ne bo premaknila iz leta 2025. V prvem je portretirala neverjetno in navdihujočo usodo prijateljice Urške Ristić, ki se je vse odraslo življenje spopadala z vrsto težkih bolezni. V svojem zadnjem filmu pa je v gorah Severne Makedonije sledila vsakdanu 3 pastirjev, ki globoko v neokrnjeni naravi še vedno gojijo tradicionalen življenjski slog. Na ta način je prejemnica 2 vesen postavila ogledalo zahodnemu načinu življenja in izpolnila tisto temeljno nalogo umetnosti, še piše Matic Majcen, da gledalke in gledalce vabi, da preprašajo svoj lasten obstoj. To je bil večerodnevni podcast Večer je zjutraj 28. januarja 2026. Z vami sem bila Tjaša Gajšek. Kakovostno novinarstvo lahko podprete, da se naročite na tiskani spletni Večer. Postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki pripravljajo naši novinarji, ni drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti pogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.